Kje pa sem? Vse, kar se spomnim, je bila zabava in uspešno zaključen posel. Kje pa sploh smo? In kdo je ta gospa? Je sploh živa? Živa? Živa zdaj. Gospa, a ste v redu? Kaj je to? Kje sem? Nimam pojma. Izgleda kot bolnišnica, vendar ni ne postelj, ne oken. Le ena vrata. Kaj sploh je za temi vrati? Ničesar ne moremo storiti. Konec je. Konec česa? Ničesar ni konec. Dajmo, bodimo razumni. Kaj je zadnja stvar, ki se spomnimo, preden smo se znašli v tem prostoru? Z možem sva bila na kosilu, pogovarjala sva se o njegovem delovanju pri organizaciji. Vendar se ne spomnim natančno, zakaj ni šel na sestanek. Zbirajo se namreč ob ponedeljkih. Da, pravkar sem se spomnil. Zabava je bila v nedeljo, ker je sobota kulturni dan počitka. Z avtom sem se peljal po polnoči. Kaj drugega pa se ne morem spomniti. Kaj pa ste vi počeli tisti dan? Halo, a ste v redu? Tu ni kaj početi. Tu se čaka. Čaka na kaj? Poslednjo sobo. A bi nehali z temi ugankami in bi povedali, kaj za vraga delamo tukaj? Ma res ne razumete. Mrtvi smo. In kdo sploh ste vi? Imigrant, človek brez državljanstva, poceni delovna sila, vdovec, morilec. Morilec! Posodi se zaprte z morilcem! Ok, sedaj mi se še posvetimo. Če je to res, kar vi pravite, sem jaz umrl v prometni nesreči, ko sem odšel iz zabave. Jaz sem si svojo smrt predstavljala drugače. Poskušajte se spomniti, kaj se je zgodilo po kosilu. Stiskalo me v prsi, težko sem dihala. Ste morda srčni bolnik? Bolnišnica! To je zadnje, če se spomnim. Kaj je potem takem ta prostor? Kaj ste vi govorili prej? Da je to nekakšna čakalnica, kjer čakamo na poslednjo sobo. Kako ste potem takem vi umrli? Rekli ste, da ste morilec. Koga ste? Zadostil sem pravici. Razstrelil sem avtobus. Razstrelili ste avtobus! Zakaj? Terorist, morilec! Zakaj bi kdo razstrelil avtobus? Dobili so, kar so služili. Govorimo vendar o nedolžnih ljudeh. Niso bili nedolžni. Kaj so vam naredili? Upam, da tudi vi dobite, kar si zaslužite. Jaz vem, kar me čaka. Izgubil sem vse. Imel sem svoje dvome, do zadnjega. Bog mi bo sodil. On edini ve, kaj je prav. Vsi smo izgubili vse. Jaz sem se izgubil že na drugi strani. V tem dejanju se več ne razlikujete od njih. Prav sem imela. Od tam vedno pridejo sami taki. Tukaj nismo zato, da sodimo. Tukaj se sodi nam. Rekli ste, da ste sklenili dober posel, saj ste tik pred nesrečo proslavljali. Odličen. Posel smo sklenili v Nigeriji. Tisto o odškodninah? Da. Spomnim se, da sem brala o tem. Naftno podjetje Školjka je razlilo nafto v Mehiškem zalivu, kar mislim, da vas je stalo približno 40 milijard dolarjev. Ta posel smo sklenili že pred dolgo časa. Tale je bil v Nigeriji. Da, z Nigerijo ste uspeli zavleči za 7 let, preden ste podpisali pogodbo. In izplačali ste ji odškodnino v vrednosti 83 milijonov dolarjev.
Če se ne motim, je to manj kot 1% odškodnine, ki ste jo izplačali iz ZDA. V številkah raje ne bi govorili. Pa ni to potem takem goljufija? Bog je v nebesih, denar pa v zemlji. Vse po zakonu. Kaj pa morala? Zastrubili ste glavni življenjski vir tamkajšnjih prebivalcev. Ribiči in njihove družine so prejeli odškodnino v vrednosti 35 milijonov dolarjev. Ja, po 7 letih katastrofe. Kako pa bi naj živeli do takrat? Jaz sem samo upravljal svoje delo. Seveda, verjetno pričakujete priznanje. In kako se to vas tiče? Večina mladih nas je takrat zapustila celino. Roko na srce, prišli ste na boljše. Od 200 ljudi, ki so želeli priti v Evropo, nas je preživelo le 17. Roko na srce, 183 jih je prišlo na bolje. Tukaj tako ni kaj za delati. Lahko se pa malce bolje spoznamo, dokler smo še tukaj. Dame ima prednost. Ni kaj dosti povedati. Z možem sva živela skromno in pošteno. Nisva se opirala delu, hodila sva k maši, dala prispevke dobrodelnim organizacijam. Kje pa dela vaš mož? Pošteno se preživlja z delom. Je eden od organizatorjev v gibanju, ki ozavešča mlade, kako pomeni mir v naši državi. Kakšno gibanje, gospa? Gdebis. Gibanje domoljubnih Evropejcev proti islamizaciji Zahoda. No tako. Priseljevanje ustvarjene mire. Vsak naj mirno živi v svojem kulturnem okolju. Vi pa nam ponujate dela, ki jih sami ne želite opravljati, ker so za vas pretežka ali preveč umazana. Življenje na črno in plačilo, ki zadostuje za najemnino vlažne luknje. Sedaj se še pod temi okni zbirate z baklami. Edino mesto, kjer so nas gledali kot na ljudi, je lokalna medresa. Imam me že dolgo navarjal, vendar se do sedaj nisem mogel učiti. Allahu Akbar. Če bo šlo tako naprej, bomo Evropejci postali manjšina. Tudi gospod župnik je na naši strani. Ko sem v bolnici dobil bolnega otroka in ženo, so mi postregli z enakim mnenjem. Kaj se je pravzaprav zgodilo z njima? Mrzlo in vlažno stanovanje. Oba sta dobila tuberkulozo. Zbeljal sem v bolnico. Vprašali so, kdo bo plačal zdravljenje, saj nismo imeli zavarovanja. Kje bi naj dobil toliko denarja? Prosim, stopite naprej. David Halman. Čas smrti 3:05. Vzrok smrti prometna nesreča z osebnim avtomobilom. Hilda Hanbach. Čas smrti 14:10. Vzrok smrti srčna kap. Amir Ibrahim Gumi. Čas smrti 12:30. Vzrok smrti do smrti ga je povozil pijan voznik, ko je stopal iz avtobusa. Sodnik vam je sedaj pripravljen izreči poslednjo sodbo.